Že je tukaj Valentin. V današnjem videodnevniku želim vse pozvati, da nehate oziroma da nehamo z mučenjem svoje živali. No, kdor ima neko žival, kdor je na kmetiji ali kdor ima domačo žival, bo mogoče temu prisluhnil, ampak tisti, ki pa nimate niti nobene domače živali, kaj šele kakšne gospodarske živali, tako imenovane, boste pa rekli, to pa ni pomembno za mene, bom raje nehal poslušati. Ampak vas opozarjam, da ne bo tako in da to, kar bom povedal, da je aktualno za čisto vse ljudi, tudi za tiste, ki nimajo absolutno nobene živali, oziroma ki se ne zavedajo, kakšno žival imajo. Naj razložim. Če se vprašamo, kaj je človek, kdo smo mi, lahko rečemo, jaz sem to, kar sem, se pravi moje fizično telo. Nekateri potem, ko raziščejo življenje po smrti, reinkarnacijo, lahko rečejo, sej, jaz sem pa duša inkarnirana v tem fizičnem telesu. Se pravi, jaz nisem to svoje telo, oziroma jaz in tisto, kar je moje fizično telo, sva neki dve različni entiteti, ki sta trenutno do nadaljnjega združeni v eno. Ampak ta združitev v eno je zopet spet samo v določeni meri. Kajti človeško fizično telo vemo, da samostojno raste, samostojno se razvija od spočetja v maternici, se potem celice razmnožujejo na osnovi nekega programa in potem skozi leta fizično telo dobiva določeno obliko, notranji organi se razvijajo, celice se neprestano obnavljajo, večina celic se na vsakih 7 let v našem telesu zamenja in nam se niti približno ne sanja, kako naše fizično telo funkcionira. Vse, kar vemo, je to, da smo mi nekako v njem, uporabljamo ga zato, da lahko praktično živimo v tej realnosti, z njim delno upravljamo na ta način, da ga premikamo, da premikamo ude, da mežikamo, da nekako nadzorujemo dihanje, ampak z notranjimi funkcijami pa ne moremo upravljati, ne moremo nadzorovati razmnoževanje vsake sleherne celice v našem fizičnem telesu. Tako lahko ugotovimo, da naše fizično telo je samostojni organizem, je živo bitje, ki je nekako podobno živali. Lahko tudi rečemo, oziroma po evolucijski lestvici tudi zatrjujemo, definiramo človeka kot najbolj razvita žival, ki naj bi se razvila iz opice ali opečnjaka. Torej, tisto, kar želim povedati, da ima vsak svojo žival, je naše fizično telo. Naše fizično telo je žival, do katere pa imamo večinoma zelo ignorantski, nespoštljiv odnos. In zdaj bom razložil, zakaj in kako to mislim. Poleg tega, da je naše fizično telo samostojni organizem in da smo mi kot recimo temu duhovno živo bitje utelešeni, inkarnirani v tem fizičnem telesu, potem imamo še eno zadevo, tretjo komponento, ki se ji reče oziroma umsko-zavestni sistem. Umsko-zavestni sistem je energetska struktura, spet neka vrsta ločene entitete, ki pa je zopet v določenem smislu spojena z nami, kot z duhovnim živim bitjem in hkrati z našim fizičnim telesom. Vse te tri komponente, torej fizično telo, mi ter smo integrirani in spojeni. In vse to se med sabo prepleta. Oziroma umsko-zavestni sistem je
energetski, parazitski, simbiotski sistem, ki je integriran v fizično telo in je v njega vsajen, zakoreninjen, in njegove korenine so podobno kot žilni sistem ali kot živčni sistem, torej segajo globoko v sleherno tkivo našega fizičnega telesa oziroma naše živali. Umsko-zavestni sistem črpa življenjsko silo iz naše živali, fizičnega telesa, zato da lahko generira energijo za svoj obstoj. Smisel njegovega obstoja je ohranjanje samega sebe pri življenju in zato stalno črpa življenjsko silo iz fizičnega telesa. Na kakšen način pa to počne? Počne na ta način, da proizvede neko misel, ki jo mi zaznamo kot glas v naši glavi in nas poskuša povabiti, privabiti, da bi dali našo pozornost kot živo bitje na to njegovo misel. In če pademo na te limance, če zagrabimo za to njegovo vabo, potem začnemo razmišljati. Damo pozornost tej misli in misel postane del nas oziroma mi del misli. Te misli, ki nam jih proizvaja, pa so nerealne, niso usklajene z univerzalno fizično realnostjo, so neke konfliktne misli, omejujoče, ideali, polarne definicije. In s tem, ko mi damo pozornost tej misli, naredimo nekaj, kar je nerealnega, realno. Ker pa nerealnost ne more obstajati, hkrati z univerzalno fizično realnostjo, potem v našem umu nastane konflikt, nastane trenje. In na ta način z konfliktom, za to vibracijo trenja, se proizvede energija, ki jo mi občutimo kot čustva oziroma občutki. Ta čustva potem skanalizira za sebe, zato da lahko obstaja pri življenju. S tem pa seveda nam spije življenjsko silo iz fizičnega telesa, iz naše živali in jo tako stara. Tudi zaradi tega se naše fizično telo potem vse hitreje stara. Seveda obstoj samega uma ni edini razlog za staranje in naposled smrt našega fizičnega telesa, ampak je bila omejena življenjska doba našega fizičnega telesa sprogramirana tudi že iz strani duhovnega sveta, zato da ne bi mogli priti do določene stopnje zavedanja, ampak še preden dojamemo, zakaj smo tukaj, kako smo prevarani, da nas spravijo v neko smrtonosno točko, v nek dogodek, ko doživimo smrt. Šlo se je torej za to, da že ta duhovni svet, duhovna hierarhija je izvajala atentate oziroma so morili nas kot živa bitja oziroma to še vedno počnejo. Zato seveda tudi ne moremo imeti neomejeno življenjsko dobo, ker bi se s tem razkrinkala njihova prevara. No, da ne bom šel preširoko glede te razlage, ki je tudi omenjena v ostalih videoposnetkih, bi ostal pri tem, da naše fizično telo trpi s tem, ko dopuščamo neke misli. Z vsako dopuščeno mislijo in čustveno reakcijo torej mučimo in počasi ubijamo naše fizično telo. Zato smo vsi mučitelji živali, vsi mučimo našo žival, naše fizično telo. In to bo šlo seveda še najbolj v nos vegancem in vegetarijancem in varuhom živali, ker mislijo, da enostavno, če spremenijo
prehranske navade, da ne jejo živalskega mesa, da s tem prenehajo biti mučitelji živali. Toda realnost je še veliko bolj subtilna, je še veliko bolj globoka. Šele takrat, ko nehaš sodelovati v umu, ko nehaš dopuščati neke misli, ampak jih ignoriraš, in ko začneš učinkovito dihati in se integrirati vse bolj z našim fizičnim telesom, za svojo lastno živaljo, potem šele prenehaš z mučenjem živali. Toliko v razmisleku sem. Za pomoč pri temu, da prenehamo biti mučitelji naše lastne živali, našega fizičnega telesa, vsakemu priporočam, da izkoristi brezplačni uvodni spletni tečaj DIP Lite, Destiny Eye Process Lite, lahki uvodni brezplačni tečaj, kjer se takoj vpišete in se vam odpre že takoj prva lekcija, takoj vam sistem dodeli živega mentorja, izkušenega mentorja, človeka, ki vam bo odgovoril na kakršnokoli vprašanje, če vam kaj ne bo jasno. In povezavo do tega tečaja najdete v opisu tega videoposnetka. Vabim vas torej, da čim bolj pričnete ozaveščati dejstvo, kako smo vsi mučitelji živali, tudi če prenehamo z dejanskim pobijanjem živali ali jedenjem teles živalskih, in da spoznamo večdimenzionalnost in kompleksnost življenja. Hvala lepa za pozornost in nasvidenje.